Začeti bi morajo po 8, pa ne morajo, ker ljudje še kar naprej hodijo. In to šildkapami. Oprosti, da kaj prav obračaš, a? Ali ti ploskam, ker se tako lepo obračaš. Super si, res! Končno, upam, da bo vse kaj drugega zagledati kot te šildkape. Jaz pa upam, da boš ti končno tiho. Ej ti, halo, lahko što je kapo dol? Moti me, grda je. Nisem moj problem, sploh ne, tudi druge moti. A ne gospa, da ostale kapa moti? No, vidiš, vse ful moti. Meni se pa zdi, da ti ful motiš. Jaz se motim, jaz. Pa kdo ima to neumno kapo, a? Mogoče jaz, a? Ja, ti motiš. Nehaj že, da lahko končno začnemo. Pustite ga, nima veze. Jaz sem brez veze. Ti to meni. Ja, deč jezik odriskal, usede se ženka ti zapri. Ti mi že ne boš govoril, ne se usede. Ti že ne. Zakaj ne? Ker taki šildkapami meni nimajo kaj govoriti, ne se usede. Taki slučajno uletijo na predstavo, nimajo pojma o gledališču in mislijo, da bodo delali ping-pong. Kak ping-pong? In živiš odaleč. Če ima model šildkapo, je v momentu jasno, da nima za burek, da je mona. Taki ponavadi sploh ne vidijo, kam se ne usedejo. Enkrat se je z isto tako kretinsko kapo usedel direkt na oder, ker je tam kao, največ prostora. Isti identični. Pa se je v momentu jasno, on je car, on ima šildkapo. Ti imaš pa resne probleme, mislim nasploh v življenju. A ne vidiš, da si ustavil celo predstav, daj umiri se ženka ti zapri. Čakaj. Pa ne boš ti meni s to neumno kapo, kaj ne jaz. Prvič v teatru, bo pa meni učil. Sploh pa, od kje pa sploh si? Naš nisem, ja še nisem bil tukaj. Kaj te briga? No, kje vse tak neumne kape, a? Ja, no kaj te briga? Ti si gotovo kakšen rožan. Slovenec, ne more biti drugače. Pri vas je šildkapa zakon. Šildkapa! Ti imaš za petek zemljo. Kaj nije, a? A si upaš poloviti? Spravi ta svoj vez platforma, pa pusti nas normalni ljudi, da gledamo to predstavo. Kakšen ego, kaj go bezdaš? Fantek žalosten, ker ni na odru, ker ni glavni. Sej nikaj, bo pa ostavil predstavo samo, da bo on glavni. Sem se pa totalno zmotil. Jaz sem čisto cool. Edino stvar, ki jo ne prenašam, so šildkape. Pa Slovenci. Evo tega pa, veste. Pazite, bomo štali. Čas smo štiri. Dragi gledalke, spoštovane gledalke, naj vas že takoj na začetku opozorim, da bomo v predstavi uporabljali izključno žensko slovnično obliko, čeprav velja vse, kar bomo povedane, za oba spola, seveda pa tudi za nebinarne spolne identitete. Prosim, da med predstavo ne hodite na stranišče, kajti oznak na veci... Oprostite. Spoštovani, ker nočemo razočarati tistih Slovencev iz Slovenije, ki v nas vidijo predvsem fragmente patriarhalno, konzervativno, katoliško, folklorne tradicije, bomo, da potrdimo in utrdimo njihove stereotipe, pri nagovoru publike uporabljali samo moško slovnično obliko. And I feel love. Žebljica na glavico torej, ali stereotipi nad stereotipe. Čeprav smo trdno pripričani, da jih vi v dvorani nimate, se stereotipi trdno vratno ohranjajo in na novo porajajo tako v naši ožji, kot tudi širši kulturni sredini. Obljubljamo, da vam jih bomo v najkrajšem času osvetlili z vseh strani. Tako od spredaj, zadaj, z leve in z desne. Hvala. Zdaj pa čas teče, mi tudi.
In zato vas prosim, da se vsi z levim kazalcem dotaknete vašega levega soseda. To, kar smo ravnokar naredili, se imenuje tipanje. Če nekoga tipamo, on sprejme naš tip. Razumete? Razumete? Dobro, dalje. Če tipamo samo z eno roko, to imenujemo monotip. Če pa tipamo z obema rokama, dobimo stereotip! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. A vici? Ja, vici! Kaj reče blondinka, če se eden v njenem razredu piše Marko, drugemu pa je ime Marko? Sigurno sta v sorodu. Zakaj je blondinka resna, ko pije sok iz tetrapaka? Ker na embalaži piše concentrate. Zakaj se blondinka, ko je mrzlo, stisne v kot? Ker ima pravi kot 90 stopinj. Zakaj se blondinka v trgovini plazi po kolenih? Ker išče nizke cene. Kaj blondinka reče, ko pred sabo zagleda bananin olupek? Spet bom padla. Zakaj ima blondinka uho prislonjeno na tla? Posluša. Underground. Zakaj blondinka nosi na ramah žabo? Posluša. Regi, 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 regi. Regi, regi, regi. Zakaj blondinka naslanja uho na Eifflov stolp? Posluša. Heavy metal! Če vici o blondinkah žalijo vaš okus in politično korektnost, jih enostavno spremenite tako, da namesto besede blondinka ustavite besedo blondinec ali policaj. Prosim. Kaj reče? Kdo že? Policaj. Policaj, ko ujame dva vlomilca, pa se eden piše Marko, drugemu pa je ime Marko. Sigurno sta v sorodu. Zakaj se blondinec, ko je mrzlo, stisne v kot? Ker ima pravi... Prosti. Ker ima pravi kot 90 stopinj. A ta vic res vsi razumete? Res vsi. Tudi tisti, ki se najbolj smejete. Če se samo pretvarjate, vam damo 10 sekund, da vam vic razloži najbližji sosed. 1. Pusti. Gremo dalje. Okay. Zakaj ima policaj na nočni omarici en prazen kozarec in en poln kozarec? Enega, če je žej, enega pa, če ni žej. Kaj reče blondinec, ko pred sabo zagleda bananin olupek? Spet bom. Stop. Prepovedano. Prepovedano. Predstavo prekinjamo,
kajti Agencija za politično jezikovno korektnost obvešča, da so vici o blondinkah in policajih prepovedani. Kako prepovedani? Prepovedani, verboten. Pravijo tudi, da se odstranite z odra, ker ga potrebujemo za briefing. Kaj? Novega kandidata za službo bomo izprašali. Briefing. Angliško briefing, Nemško briefing. slovensko briefing. Dalje. Dober dan. Dobar dan. Sedite, prosim. Moje ime je Maksimilijan Aleksandr Klemenčič. Star sem 18 let in tukaj sem... Oprostite, bi lahko začeli malo manj klasično. Ne razumem. Če bi lahko pokazali malo več kreativnosti, nekaj, kaj bi resnično pritegnilo našo pozornost. Seveda, seveda. Torej... Mama me je rojevala 19 ur. Zato je imela vmes dovolj časa, da se je zame izmišljevala dolga osebna imena. Tako sem Maksimilijan Aleksandr. Hotela je dodati še Sebastian. Vendar je on... Bi prosim šlo brez traumatičnih zgodb iz otroštva? Oprostite, mislil sem, da je smešno. Naj vam že kar na začetku rečem, da nikako niso zaželeni kandidati, ki mislijo, da imajo smisel za humor, v bistvu pa so, kako ne rečem, polni nekih nepredelanih prenatalnih travm. Oprostite, ampak imel sem zelo srečno otroštvo. In 2 ljubeča starša. Kaj pa vi veste, koliko nezavednih zamer prejšnjih generacij že v genih nosite seboj? Pa še med tako dolgim porodom. Oprostite, to bom pa že vedel. Naj vam bo jasno, kandidat, da vi ne veste ničesar. Še mi, ki vemo skoraj vse, o tem niso popolnoma prepričani. In ni se vam treba toliko opravičevati. Torej, meni se zdi, Maksimilijan, ne, jaz... Zelo dolgo ime. Oprostite. Oprostite. Je torej razgovor... Pardon, briefing. Končan? Ne, nikako ne. V prihodnje bi si samo želeli malček manj humora in malček več kreativnosti. Malček. Zanimiva beseda ta malček. Čestitam, Andrej, jedna si na presenečenje. Hvala. Še bolj spletno bi bilo en malček. Lahko prosim nadaljujemo. Za kandidata smo porabili že 17% več časa kot za prejšnjega. Prosim za dosledno upoštevanje in uporabo ustrezne slovnične oblike. Prejšnji kandidat je bil namreč kandidat K. Z zelo izrazitimi sekundarnimi ženskimi znaki, če lahko dodam. Mi tu. Mi tu nismo za to. Kot predsedujoča bi želela, da vi določene opaske ohranite zase. Da lahko midva ohraniva določen nivo. Vsi veste, kam lahko to pripelje. Ostanimo, prosim, pri dejstvih. Ampak izraziti sekundarni ženski znaki prejšnje kandidatke so dejstva. Se izjemoma strinjam. Se lahko povrnemo k aktualnemu kandidatu? Ja? Ja. Torej, kandidat, v prihodnje prosim, brez nepotrebnih spominov iz otroštva. Dejstva, kandidat. Odločajo samo dejstva. Ampak dejstva prejšnje kandidatke... Sem že tiho. Pa začnimo še enkrat. Prosim. Torej, moj Stavke vedno začenjate s torej? Prosim. To ste namreč v zelo kratkem času storili že 2-krat. In če boste nadaljevali v tem stilu, se bo besedica torej statistično gledano v 20 minutah ponovila vsaj 40-krat. Se vam to zdi politično korektno, glede na druge besede, ki jih ne uporabljate? Druge besede?
Sploh pa. To je patentarno, kakorkoli že. Okej, V redu, posledično. se pravi, iz tega dejstva. Hvala. Zato. Ali pa mogoče spet mislite, da je to smešno? Torej, pardon, brez torej. Res se nisem zavedal, da sem že tolikokrat izrekel to besedo na tem. 3 v pol minute, kar znese okoli 120 torejev v 20 minutah. Oprostice, 120. Česa? Besede torej. 1 torej, 2 toreja, 3 toreji, 4 toreji, 5 torejev, 120 torejev. Kaj ti pa spet ni jasno? A? Prosim se, da ne dekoncentriraš več našega kandidata. A jaz? To se strinjam se, Aja, to so dejstva. No, kandidat, rekli ste, da ste izrekli besedo torej nezavedno. To počnete večkrat, izrekate besede nezavedno? Ne da bi vedel. To pomeni ja. Veste, da to privede do tako imenovanih šumove komunikacij z katastrofalnimi posledicami. Taki šumi so v preteklosti že privedli do odstopov raznih ministrov ali celo do zamenjave celotnih vlad. Prosim se, tudi to je tema za naslednji miting. Torej, Aleksandr Maksimilijan? Maksimilijan Aleksandr. Preden nadaljuješ, bi poudarila, da dan danes, brez širšega, to pomeni globalnega pogleda na karkoli, mislim reči na kogarkoli, pač ni mogoče za... Lahko končno začnemo z preverjanjem usposobljenosti našega kandidata. Mi je prav žal, ampak stvari morajo biti jasne in pregledne. Misliš reči transparentne. Če že govoriš o globalnosti, uporabljaj tudi globalni besedilni korpus. In rečem ti, da bomo ta diskurs definitivno še tretirali, da se pa refleksiramo nazaj na kandidata in ga rešerširamo. Torej, kandidat, kakšne rektifikacije našega tima nam lahko momentalno plasirate? Prosim. Prevajam. Kaj novega lahko ponudite naši agenciji? Metlo. Metlo? Ja. Ste to mislili ironično? Ne. Mogoče podzavestno? Tudi ne. Za uspešno kontinuiteto naše dejavnosti nam ponujate metlo. In smetišnico. Nam lahko natančneje razložite princip njunega delovanja? Samo teoretično, ker jo v praksi se nisem preizkusil. Kako pa ste lahko prepričani o njuni uspešnosti? To izpričuje tradicija naših starih staršev, ki pravi, da nova metla najboljše pometa. Meni se zdi, da je zelo dobra ideja, je zelo dobra argumentacija. Ja. Dragi Maksimilijan Aleksandr, čestitamo vam. Postali ste naš novi čistilec politične korektnosti. Prepričali ste nas dobesedno z eno samo besedo. Hvala. Čestitam. Kdaj pa začnem? Najbolje bi bilo takoj. Začeli boste z lepo video od tistega Franca. Prešerna. Franceta. Ja, točno, Prešerna. Tam morate zamenjati tistega, se upravičujem, črnega zamorca. S kakšnim bolj korektnejšim izrazom. Mogoče bi tudi lahko video spremenili v vida, saj se že oglašajo predstavnice ženskega dela človeštva, češ, da bi si morala pranje plenic pravično porazdeliti oba starša. Tako bi ubili 2 muhi na en mah, oziroma eno muho in enega muheka. Če smo natančni, tudi predelni klep nekako izključuje nekatere predstavnike človeške populacije obeh spolov, kaj ne? Ga bomo obravnavali naslednjič, že na seznamu. No, kandidat, imate glede na dano nalogo že kakšno rešitev? Mogoče, čeprav še nisem popolnoma prepričan. Bravo, kar pogumno. Lep lahko ostane. Za enkrat. Lepi vid je pri morju stal. Tam ob produ si plenice prav. Črn! Oprostite, pardon, ne črn. Mogoče bel? Bel? Ampak bil kdo? Bil Američan? Ne, nikako ne, sploh ne. Bil Avstralec? Ne, preveč zlogo. Bil Madžar. Ja, bel Madžar ob sivem morju pride popolno. Ampak Madžarska sploh nima morja. Vprašanje je tudi, če že nisem bela barva preveč politično obarvana. Jaz bi predlagal, glej,
Mačar. Kaj pa bomo z morjem? Glej, Mađar po jezeru Blat ne pride. Ne. Mi je prav žal. Najti bo treba drugo jezero. Pa morje bi že moralo ostati. Dragi Maksimilijan Aleksandr, ste že kdaj slišali za pesniško svobodo? In zato, da mora biti umetnost, kdaj tudi malček poredna. Drugače sploh ne bi bila umetnost. Ne razumem. Razumevanja ni na spisku vaših delovnih nalog in obveznosti. Vi bodite samo ustvarjalni v okviru politične korektnosti, seveda. In ko boste končali s Prešernom, pa bomo pa našli koga drugega. Kdor išče, ga najdejo. Maksimilijan, Aleksandr, gospod Klemenčič, Alex, Maximilian, Sebastian, Klemenčič, gospod Klemenčič, gospod Maxi. Punce! Zdaj bo pa treba paziti, kaj govorimo. Če sploh še lahko rečem punca. Ampak meni se vse tole skupaj zdi malo butasto. Kakšno vezo ima to sploh z našo predstavo, a nismo rekli, da se bomo ukvarjali z bolj resnimi temami? Pa saj to je resna tema. Meni se ne zdi. To je samo metanje peska v oči, da ne bi razmišljali o bolj važnih problemih. Ampak to je važno, kako poimenujemo stvari in ljudi. Zelo važno. Pa kaj s tabo si čisto blond? A lahko povem samo svoje mnenje? Daj raje dol tole lasuljo, da boš lažje mislila. A hočeš ostati blond? Se greš umetno inteligenco. Daj raje dol tole. Wow, ona je res blond. Čisto zares je blond. Pa tako pametno se je delala. Leperka! Iz pravkar prikazanih prizorov lahko torej sklepamo, da za ustvarjanje stereotipov niso pomembni niti starost, niti izobrazba, ne narodnost, ne politično prepričanje, ne interesi. Zadostuje le določena barva las, izbira poklica ali celo določenega pokrivala. V našem primeru šiltkape. Stereotip je ustaljeno prepričanje ali razmišljanje celote relativno stabilnih, prekomernih generalizacij o skupini ljudi. Poudarja le tipične in nam pomembne poteze neke skupine. Da pa vam bo vse še bolj jasno, vam bomo stereotipe predstavili še podrobneje. Najprej vzroki uporabe. Najprej vzroki uporabe. A zdaj? Ja, vzroki uporabe. Pridite. Obrambni mehanizmi. Blondinke! Blondinke. 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 Blondinke vseh dežel! Združimo se! Izražanje pripadnosti neki skupini. Vse za eno. In ena za vse. Samovrednotenje. Mi smo mi, vi ste pa vi. Identiteta. Lepe. Lepše. Blond. Strukturiranje. Mi smo zgoraj, vi ste pa spodaj. Hitrejša orientacija. Prva. Edina. Enkratna. Čudovita. Perfektna. Neponovljiva. Stereotipe glede na valenco ločujemo na Pozitivne in negativne. vsi temnopolti dobro pojejo in plešejo. Pozitivno ali negativno. Blondi, pozitivno! Vsi starejši ljudje so senilni. Res je. Vsi Kenijci in Etiopici so dobri maratonci. Pridite. Blondi! Vse ženske so slabe voznice.
Vsi Afričani so revni. Vsi znanstveniki so zmedeni. So. Niso. Vsi otroci so fletni. Ne. Vsi Avstrijci dobro smučajo. Hvala. Lahko greste. Hvala. Zdaj pa, draga publika, naloga za vas. Povejte mi, koga predstavljajo sličice zadaj za mano. Kdo je tu? No, kar povejte. Kitajec, ja, pravo. Naprej, prosim. Kdo je to? Indijec, pravo, hvala. Naprej, prosim. Kdo pa je to? Anglež, pravo, super. Pa ostanimo še malo pri etničnih stereotipih. Glasba, prosim. canzone. No? Allo? Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con... Super si bila, res. Super, bravo, res. Vsi ste bili super, res. Bravo, ja, res super, ja. Zdaj pa, dragi moji, sledi starostni stereotip. Kaj? Starostni stereotip. Vidite tipične stare ljudi, ki imajo tipične težave s hrbtenico. Sledi stereotip o moških in ženskah. Ja. Ženske ne znate zamenjati niti žarnice. Vsi moški so obsedeni z avtomobili. Ženske ne znate parkirati. Moški nikoli ne govorite o svojih čustvih. Vsi moški so Ženske obsedeni z Hvala. S to diskuzijo bomo nadaljevali nekoliko kasneje. Zdaj pa sledi podroben prikaz etničnega stereotipa, ki nastane zaradi... Hvala. A. Domnevne ogroženosti domačega teritorija. B. Domnevne socialne ogroženosti. In C. Domnevno ogrožene večinske kulture. Izjave, prosim. Tujci bi morali zapustiti našo državo. Imajo jih pa več kot nas. Odžirajo nam delovna mesta. Imajo več pravic kot mi. Prej dobijo stanovanja kot naši ljudje. To je čisto ena druga mentaliteta. Čudne navade imajo. Jedo čudne jedi. Družijo se samo sami med sabo. Tako, zdaj pa sledi tipičen koroški vsakdan v tipični koroški gostilni z tipičnimi maščani. Jaz pa prosim. Posode po ksichtama one reči za šiva. One budske, ali? Ja, pa se drugoče jače, neki na Ja, spiruje neki. Ja, nije. Bjercingi. Skurno, ali kaj se vse po ksihtu takne. Pa nobedne račke, nobedni, pa nismo krava. Še te pa še hujši. Udjevno. In za onem... Bjercingi. Ja, genau. Jo rekli je ti spiro, na zdravje. Pa burte tu ni znova vežna, oba seas. Košen pa seas Madonna, sa pa leži od evig poznoma. Krave pa tu nismo kupovali. Ljubav živ, echtne. Pa Jonka od je tuj prekrotka, za mene vsej. No jo. Jonka je čisto reda, ali? Pa burte je bil krako, wenigstens stur. Nehti bi mogu unterputan, če te reči, vesi. Pa Jonka, Bilka bova še tejke krojši. Pa tejke. Za
to je pa žikojštek, ta moraš je buhte ne zdaješ. Če me ne boraš, čisto nič ne zdaješ. Unta putan bi se mogel še te knape v ksichtu. Ukole popeja, moj ty pike ne štereš. Ja, čisto posodek moje pike. Tuj. Servus, ist da noch frei? Ja. Danke. Po mojem nas pa tak ne zastopi. Kaj pa jaz idem. Čiš tako oblečena pa že ne. Pa nas ne tako bočno. Jo, prav mož. Je 100% kakva Njemka. Nekaj bavarske Ja, ljudi. mož, samo bavarke so zdaj tak zvihtali. Pa, pogledajte jo črvlje. Po moj, bi pa res moral zaspucat. Pa ne si da nama. Pa je grb ušla. Najprej bom jaz mobek pogovarjala. Pole, pa vi pogovarjate. A pa ne si za nama. Jaz sem ta prva. Pojem pa jaz. Mene šoli ne interesirajo. Ja, moram reči, da se še kar modern. Skurni se, če me ne boraš. So fut vidiš, da ni noša. Čisto so fut. 100% da ni. Kaj pa sploh so nam hodja, doma nime kakih gosthausov. Pole pa so tak aklih, da ni zavarjat. Čisto ničem ne pasa. Pa posodi čez nas mogla je, Ja. da mi prike Ja. Tak pa, v njegov Heinz, Ja. znova Ja. Vanje, čiste glihte pa svoja čera. A tista, kuma, kak se reče že, Bundesliga frizura. Ja, tista. Pa če jodla, ja. Oj, jodla. Ja. Što pa ne verjamem. Seveda da zna jodla. No, vse misli da zna. Ja. Na vsak način, poslušajte, tam, ko je ona doma, čisto skozi jodla. Skozi. Odpate zjutraj, pa do polnoči. Pa še po noči, če spat ne more jodla. Na vsak način. Šita je genau tota. Če bo samo puste okno in se oto pravhat, bom jaz ampak šla. Pa kaj se kar naprej na stol predstavlja? Jaz spunja močem v tem kaj. No, što se pa že ne reče. Kaj da ne? Moje teke gnora, da zapovedati ni. Uhric pa tudi tega, da ni zapovedati. Če se samo čljivle pogovarjate. Ja, čisto cvejka moje tu sega, no. Če me ne borate. Pa kar naprej nočne zemlje kupujejo. Tek pa da bi ljučki leta 28. Ja, aber teda se einfach vzali, zdaj wenigstens skupijo. Prepilik, če me ne bo. Prepilik. Oni se sobi so čiste skozi imeli večkrat, pa mi se pa vseeno jomrali. Pa še jomrali večkrat. Jo, pa penzije, moje 3 boli, pa da od futbolerjev še mornem. Čisto vse moje boli, ali? Što moje pa tukaj? Policisti jih po aniferariji čisto po miru pustijo, ali? Naše ljudi, naše ljudi pa kar provocirajo z tistem pihanjem, hvale pa je teko upolo, pa je prav. Vodi se uže. Glasno. Upam, da se ga nove šravlje kupili. Sreči, da že vrata, ni boven za zdrga. Še ti Njemci čisto posode jih ne vejo. Sploh pa babak. Čiste pa res. Zmintak. Pa srečna. Lep dan vam še želim. Ja, če imajo pa dil. Ja, v domoče bi kaj rekel, pa ne bi stane. Pa druge baca da je normal vleče. Ja, bomo vleče, da je normal se ne vleče, pa ne antivir. Nekaj normalnega ne. Jaz tu po domoče rekel, pa ne antivir, bite istano frej. Čisto normal, v domoče. Zdaj pa se preselimo v mesto, med tako imenovano urbano prebivalstvo. Oglejmo si tipično mestno mladino pred tipično mestno šolo med tipičnim pogovorom. Ja, imamo preveč telovadbe.
To morate slišati, kar sem ravno kar izvedela. V našo šolo so udrli. Včeraj po noči. Ne moreš verjeti. To pomeni, da jutri ne bo pouka. Halo, Klemen, to sploh ni važno. Važno je, da je v našo šolo ulomljeno. V našo šolo ulomljeno. Spet imajo nekaj proti nam, koroškim Slovencem, vam Pa rečem. nehaj, no, saj ni vse takoj proti nam. Saj nismo 20 ali 30 let zadaj. Zdaj res nobenega več ne briga, če nas še ene par bindiš spreha. Ti se kar hecaj, ampak jaz sem prepričana, da je to proti nam, tako kot je zmeraj. No, zmeraj tudi ni. Zdaj jim gre bolj na živce ti Romuni, Poljaki, Bosanci pa taka. Saj grejo meni tudi, če lahko rečem. Vsakič, ko grem v McDonald, je zaseden. Sploh se nimam kam usest. Jaz, ki sem tukaj doma. Sami tujci. Pa vsi imajo tiste zlate ketne okrog vratu, zunaj pa kar naprej svoje avtomobile pucajo. A ja, ti misliš Kitajivce? To so neke druge, ampak tudi oni so pravi primitivci. Ampak tisti ta spodnji, to imaš pa prav. Oni so drogo prinesli na Koroško. Prej je bila Koroška čista. Ja, še cigarete smo komaj kadili. Če ti pa rečem, no, zdaj tili Slovenci pa Albanci šele prinesejo ta hudo drogo. 200 na uro. Če ne drugače, nas zaradi tega kmalu ne bo več, zaradi droge. Halo, v našo šolo so udrli včeraj po noči. In vem, kdo je bil. Ziher sem, da vem. A daj no, kdo pa? Saj veš, tisti azilanti iz tiste hiše zraven policije. Da bi Ukrajinci odirali našo šolo, to pa ne verjamem. Kakšni Ukrajinci, oni so naši, oni so kot mi. Ta drugi, oddaleč, tisti so bili. Ja, Albanci so ta glavni za drogo. Pa nehaj že s to tvojo drogo. Kaj jaz vem, odkud so vsi glih. Samo da so eni iz Afrike, ta drugi pa iz Azije. Ampak jih vseeno spoznaš. Eni so bolj črni, drugi pa tako, no, malo oker. Ali pa rumenkasti. Bi pa rekla, da ti ful dobro barve ločijo. Pa nehaj držiti, no, seveda jih takoj spoznaš po vrečkah. Kakih vrečkah? Plastičnih. Stalno okrog hodijo z nekimi vrečkami. Od Špara, Hofra, še od Mercatorja jo je eden imel, sem ga videla. Samo oni še uporabljajo plastične vrečke. Jih nič ne briga za naše okolje. Nič jih ne briga. Saj pravim, oni so bili. A ja, mi ga pa že znamo ful paziti okolje. Oni buci so pa še iz prejšnjega stoletja, ne? Telefonov tudi nimajo, ne? Samo s tam bubni komunicirajo. Tam. To pa ne, imajo boljše hende kot jaz, vam reči, pa vseeno nekaj jamrajo. A lahko povem, kako je bilo? Hej. Po noči so najprej hoteli odreti v tisto hišo zraven policije. Potem pa so videli, da to ni možno in so šli direktno do naše šole in so najprej hoteli vzeti hrano iz kantine. Pa ne bodo odirali v šolo zaradi hrane. Potem bi vdrli v kakšno trgovino s hrano, a ne? Če pa nimajo pojma, oni ne znajo po naše brat. Ti pa ful obvladaš njihov jezik. A sem jaz prišla k njima, oni k nam, ha? Ej, po moje so bili kaki mulci, ko gledajo preveč akcijske filme, po moje pa vse probati. Kaj? A nisi slišala? Imajo taka tekmovanja, kdo je bolj pogumen. Dobijo nalogo in če se ne upajo narediti, so out. To si bral v kakšni knjigi? Halo, jaz ne berem knjig. Imaš vse po internetu, še ti si lahko zdrav. Ne hvala. A bi me že pustili povedati do konca? Hej, No, ker niso dobili hrane, so začeli razbijati vrata razredov, da bi pogledali, če v njih kakšna hrana ali denar. Pa niso butasi, da bodo iskali v učilnicah hrano. Halo, oni so od tam dol nekje. Aj ti misliš, da oni od tam dol nekje ne vejo, kako izgleda ena naša učilnica? Po moje misli, da imajo šole na prostem. Namesto svinčnikov imajo palčke, pišejo pa kar na tla. Za matematiko imajo pa kamenčke. Pouk pa samo, če je lepo vreme. je pa to vedno, ker tam že 100 let ni bilo dežja. Ti Britain, pa čeprav ne bereš. Doktor Google vse ve, draga moja. Zebe jih pa potem tam dol ne, ali kaj? Zakaj pa potem vsi hočejo sem, ko je po zimi tak mraz? Pa ti nimaš pojma. Ej, tebe kdo kaj vprašal, Ja, a? glupa. Daj, da ne boš noga dali tebe. Ja, pa si. Bi bilo treba kakšno drugo. A lahko povem do konca? No, potem so tisti azilanti. Kako pa sploh 100% veš, da so bili oni? Ziher so bili, ker so uničili vsa vrata v pritličju in v sobi za likovno vzgojo. Pazite to. Tam,
so našli 70 € in eno škatlico Rafaelo kroglic. Kaj? Rafaelo kroglice. Če so iskali hrano. A nisi rekla, da ne ve, kako izgleda šola? In? A nisi rekla, da ne ločuje šole od trgovine? In potem so oni, ki nimajo pojma, iskali ravno Rafaelo kroglice. Samo to so dobili. In kako so oni vedeli, da je to za jest? Kaj pa, če so se nujno hoteli fornikola, pa niso imeli fornikola in so šli direktno v šolo, ker so mislili, da je to tovarna fornikola. In zdaj se tam v azilnem domu, ali kaj že je, veselo fornikolajo. Fernikola. Kako dolgo že nisem slišal besede Fernikola? Fernikola se rima na Rikola. Sorry, izven konteksta. Ja, ziher se fornikolajo. Tam not, kjer so zaprti, so si naredili luknje v poden, pa je, ven itak ne smejo. Razen po noči, ker ti daj kot zala pravi, jih kar spustijo. Nehajte no! Mislim, to še razumem, da nime hrane ali denarja, ampak zakaj so morali odreti ravno v našo šolo? Da bi vse v eno drugo, ne? V kakšno nemško gimnazijo, na primer. Ja, to zgleda kot ena politična provokacija. Nisem tega mislila. Mogoče so jim pa kakšni stari naciji povedali, da ne grejo v slovensko gimnazijo po Rafaelo kroglice. Nehaj se hecati! Če vam jaz povem, da je to politično. To je politično! Če je politično! V našo šolo so politično! Halo! Kakšni so drži našo šolo? Si že slišal, da so azilanti vdrli v našo šolo? Vem samo, da so vdrli, ne pa, da so bili oni. Ziher so bili, ziher sem! Zdaj pa, cenjeno občinstvo, majhna uganka. No, kaj je to? Sod, bravo, ja, to je jasno. Kaj pa je to? Sodek, bravo, to je tudi jasno. Kaj pa dobimo, če se jaz postavim pred sodek? No, pred sodek, ja, točno. Če se jaz postavim pred sodek, dobimo predsodek. Predsodki so nepreverjena stališča do druge skupine ljudi, ki temeljijo na tako imenovanih predsodbah, površnih sodbah na osnovi pomanjkljivih informacij. Spremljajo pa jih močna čustva. Ne, mislim, da ne. Jaz pa... Ne da bi vedela. Mogoče do štrebarjev, ampak čisto majhnega. Mogoče do HTL-ovcev, ker so pač neumni. Prosim? No ja, nerazgledani ste, idioti. To je dejstvo. Vidva sta mogoče izjemi, ampak ja, v bistvu ima Maruca prav. Jaz pravzaprav tudi nimam predsodkov. Ampak vem pa en dober vic. Halo, vice smo že imeli. Jaz ga še nisem povedal. Če si ga punci lahko, da ga še Emilija, okej? No, kaj je to? Ima 100 zob in 1 usta. No, krokodil. Kaj pa je to? Ima 100 ust in samo 1 zob. No,
Društvo upokojencev. To je nesramno, da veš. Ano, krokodilo. Temu se reče starizem, diskriminacija starejših. Samo ne mi o diskriminaciji starejših. Stari ljudje si vse dovolijo, ker so stari. In ti praviš, da nimaš predsodkov. Poslušajte, sem šel zadnjič med opoldansko pauzo v trgovino po eno jabolko. Že pri vhodu 2 upokojenki pred mano. Ena zraven druge. Ne moreš jih prehiteti, da se ubiješ. Vsaka z enim ogromnim vozičkom v Zeitlupe in blebetata o revmi. Prve 3 minute moje pauze. Končno je prehitim, pridem do blagajne in tam tretja penzionistka, ki zlaga na pult hrano za cel mesec. Še en Zeitlupe. Z enim jabolkom v roki in lepo vprašam, a me spusti naprej. Ona pa ful ostro reče ne in še bolj počasi zlaga naprej. Še 3 minute moje pauze. Kaj pa je 3 minute? Pustiš človeka povedati do konca, a? No, ko ima končno vse na pultu, iz torbice privleče nalepke za 25% znižanje. In lepi, in premišljuje, in lepi, in premišljuje. Vam rečem, tudi blagajničarka je bila že živčna. Potem ponovivajo, ko vse s pulta zlaga nazaj v voziček in išče denarnico. Še 3 minute moje pauze. Hitro plačam, na izhodu pa spet ona, direktno med vrati. Samo malo sem se dotaknil, ker je blokirala izhod. Ona pa, kakšna mladina, a se to spodobi, a se znate obnašati? Ene 76krat sem se jo opravičil. Pa ni nehala. Ni nehala. Toliko diskriminacij starejših. Grozni so. Ja. Tipična ženska. Kaj pa to pomeni? Kaj. Vedno nekaj kako dajzate, čeprav nimate pojma, ne prijate pojma. Kure. Bi se strinjala. Včasih bi morale več moške poslušati in jih vzeti za vzor. Tako se govori. Ja, včasih smo res kure, ker se med sabo skregamo za najmočnejšega petelina. Moški pa znajo držati skupaj. To si pa dobro rekla, čeprav si ženska. A ga slišite, seksista? Ti nisi normalna. No, to hoče biti ženska podrejena decu, je zapisano v njenem DNK. Skozi 1000 let je pač bilo tako. Kreten. Mi se vse ne skregamo za vsako malenkost, a ne, fantje? Ja, vi držite med sabo, vi ste super prijatelji. Ja, mi moški znamo stopiti skupaj. Ja, tek mi se skrijemo včasih, a mi imamo zmerno ciple nam, da tudi mi zmerno vse dosažemo, kar hočemo, ne pa vi ženske. A ja se ona skrivaj, ti da skrivaš, bolj? Mene se zdi, da što štima, zaradi tega, ko može ima halt en večji cilj in vi, iman, može Mota, vi imaš tu v tekstu. Nein, ne, aber das ist Ne, ti što Ja, nemaš tu štimanja, smo še erzählt von dem Stimo. Perfekt primer, vi se zdaj aufrega, čez ene toke mihne riječ in Ko je seksizem, a na toka mihna bi riječ. urke vi bili koristni in bi urke tudi vama kuhali za vašega moža. Genau. Zakaj, če jaz to nočem delati, zakaj bi jaz to moral delati? Zato je to naš cilj. Zakaj bi ti določil, pa je moj cilj? Mi nimate kako je. Nimamo cilja. Zakaj bi se šel povedati, ti nisi nekaj poštapno nohte? One je pa zata. Zakaj Da ti vi nimate cilja. Bila so veliki navadne. One je kaj dva za mene.